Dragi bratje in sestre v Kristusu, lepo pozdravljeni v naši oddaji Pričevalci vere. Z nami je tokrat Janja Bernard. Janja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Povej nekaj o sebi. Na kratko, če se opišeš recimo v 5 stavkih. Ja, najprej bi se odpisala kot Božji otrok. Na novo rojen v Jezusu, drugače pa prihajam iz župnije Sveti Jožef Delavec v Račah, trenutno sicer stanujem v Mariboru, po poklicu sem pravnica, delam na državnem tožilstvu, predvsem pa v srcu pa pripadnica Jezusu in se trudim služiti njemu in delati dobro za ljudi in za vse, ki ga želijo spoznati. Amen. Kdaj je Jezus prvič stopil v tvoje življenje oziroma na kak način sta se spoznala? Ja, Jezus je stopil v moje življenje ob spočetju, verjetno mojem, ampak da sva se pa midva spoznala oziroma da sem jaz njega spoznala, je pa bilo potrebno kar nekaj let. In sicer odraščala sem v družini, kjer pač nismo bili verni, kjer otrok nas niso učili o Jezusu, o veri. Čutila sem pa že v otroštvu v sebi eno močno hrepenenje po tem, da mora biti nekaj več, da ni verjetno dovolj samo to življenje, to, da jemo in pijemo in delamo in spimo, ampak da mora obstajati nekaj več. In sem potem iskala kar nekaj let, že kot najstnica, vse dokler nisem zašla v katoliško cerkev. Splet okoliščin je bil pa kar zanimiv, kako sva se midva spoznala. Večina katolikov, recimo, ko gre, išče neko duhovno pot, najprej zavije v kaki New Age, ezoteriko. Je bilo pri tebi podobno? Ja, zanimivo. Čim vse si se ukvarjala? Zanimivo, da je bilo, ampak bom rekla, nikoli se nisem resno ukvarjala s katero od teh zadev. Bilo je približno tako, pri 12-13 letih nekje sem jaz pač začela intenzivno iskati Boga. Čutila se eno praznino v svojem življenju, eno žalost, nekako tudi kot družina nismo bili povezani in sem mogoče to ljubezen iskala nekje drugje. In potem najprej ti pridejo v roke horoskop, astrologija, vedeževanja, magija, vse to je zanimivo, posebej za mlade, nekaj posebnega, neko posebno moč ti da te dvigne iz teh vsakodnevnih težav ali pa iz nekega tvojega obupa, nemoči kot najstnika. In je bilo to zanimivo. Potem pa se je v naši družini pač zgodila ena, bi rekla, nesreča, moja sestra se je hudo poškodovala in to je bil en razlog, da je moja mama pričela iskati neke smernice, alternative, pomoči, ker pač so zdravniki rekli, da ji ne znajo pomagati. In ona je bila tista, ki je pač v našo družino prinesla tudi vzhodne vere, jogo, Sai Babo, razne meditacije. Jaz bom rekla, da sem jih večinoma samo okusila, ampak približno isti čas je mene Gospod poklical v katoliško cerkev. In jaz sem čutila, da je v katoliški cerkvi nekaj več, da je tam nekaj drugače. Da enostavno ni dovolj to, da si ti sproščen in da ti je fino in da uživaš, doma pa je družina razdrta, nimaš odnosa s starši, nimaš odnosa s sestro, v sebi si žalosten nekje v globini. In takrat sem jaz rekla, ne, jaz tega ne želim, čeprav se tu pa tam v moje življenje pritajile kakšne te stvari ali pa ene te možnosti, mogoče pa provaj to, pa provaj ono, ampak v srcu recimo sem pa vedela, da to ni to, da me to ne izpopolnjuje, da me izpopolnjuje ta ljubezen, ki jo prinaša Jezus. Je bila ta cerkev katoliška karizmatična ali katoliška tradicionalna? Ne, to je bila na začetku tradicionalna katoliška. Prav to je bilo zanimivo pri meni. V bistvu me je Bog poklical v to cerkev na tak način za najstnike zelo simpatičen. Jaz sem se zaljubila v enega fanta, pri katerem doma so bili verni, tradicionalno, romarji v Medžugorje, vsako leto so romali in tudi zvečer se je pri njih doma molil rožni venec. In ta fant je meni postavil takšen pogoj, če želiš, da greva midva v soboto zvečer ven, greš najprej z mano k mladinskemu verouku. In pred mladinskim veroukom je bila seveda še sveta maša. In ko smo doskrat nedeljo sveto mašo prespali, smo šli v soboto še k tej sveti maši in potem na mladinski verouk in potem ven v diskoteko. Ampak tak, bom rekla, kaplan, ki je takrat vodil ta mladinski verouk, je imel z mano kar nekaj dela. Jaz sem namreč poznala vso to javno mnenje, ki je proti katoliški cerkvi in sem znala to korajžno tudi vse povedati na glas.
zelo, bi rekla, se je verjetno namučil z mano, da je on pač meni pojasnjeval vidik katoliške cerkve, pa kaj je v ozadju, pa da so vse te stvari, ki jih cerkev uči, v bistvu dobro človeka, ne zato, da bi nas omejevale ali pa da bi nas hteli zasužniti s tem. In počasi se je skozi ta veruk, skozi te pogovore, skozi te mlade, s katerimi smo se družili, pa prebujala v meni ena ljubezen do Boga, eno to hrpenenje. Tudi sem potem pri 21 letih sprejela zakramente, krščena sem bila sicer kot otrok, ampak k prvemu obhajilu, pa k birmi sem pa potem pristopila v bistvu, bi rekla, v polnoletnosti, ne, pri 21 letih. Se pravi, že v času študija. Potem na fakulteti si ohranila vero, rekel, pravo je tudi ena taka veja, ki ne omenja toliko Boga. Ja, bom rekla, da me je Bog skozi življenje zelo preizkušal, ampak jaz danes pravim, da je to tako, komor je veliko odpuščeno, potem tudi veliko ljubi. Jaz sem nekako v življenju, bolj ko sem rinila k Bogu, bolj ko sem ga želela spoznati, bolj sem v življenju vse izgubljala. Naša družina je takrat, bi rekla, razpadla, no, starša se nista razumela, sestra se je odselila, jaz sem šla 1 leto študirati v Ljubljano, finančno sem bila tak, bom rekla, zelo šibko in se mi je dobesedno svet podiral. Tudi ta fant, ki me je v bistvu pripeljal k veri, je potem odšel iz mojega življenja in v enem trenutku sem ostala sama. In v tistem trenutku dejansko nisem imela nikogar drugega kot Boga. In sem pač klicala k njemu in se obrnila k njemu. Pa v tej, bom rekla, tradicionalni veri, ne, samo to pač, da greš k sveti maši, nisem našla tistega pravega odgovora. Vseeno ena tišina je ostajala. In potem je bilo prav zanimivo, da moja mama, ki je v bistvu se pač spoznavala temi vzhodnimi verami in me je skušala zato tudi navdušiti, mi je razlagala, da oni imajo ene učitelje, guruje, ki ti pomagajo, da prideš bliže k Bogu. In jaz sem v tem svojem brezupu prosila, ne, jokala k Bogu in mu rekla, Jezus, lepo te prosim, pošli ti meni na pot enega učitelja, nekoga, da bo mene pripeljal bliže k tebi, da te jaz poznam, kdo sploh ti si in kaj ti sploh hočeš od nas, ker to samo, da hodimo k maši in se tu nekaj klanjamo, to je meni prazno. Jaz sem preponosna, zato meni se zdi to neumno. In bom rekla, ta stiska, ne, ta osamljenost, vsi ti zlomi, ki so se dogajali, tudi en tak neuspeh na začetku študija, so me še bolj držali k Bogu, ker enostavno, Gospod, kam ne pojdemo. In kdo je bil potem? Bi rekel, si jih prosila k Bogu, pa je kar potrkal na vrata, pa je rekel... Ja, žal ni šlo čisto tako hitro, ampak nekje v roku 1 do 2 let sem jaz, seveda ne slučajno, z mladinsko skupino enkrat gostovala pri gospodu Zoranu Kodela na Spodnji Ložnici. Njihova mladinska skupina je takrat prišla ravno kar iz Parele Monjala, vsi navdušeni, tam so bili na karizmatičnem srečanju, dvigovali roke, slavili, polagali roke en na drugega. Jaz moram reči, da se naši mladinske skupini takrat to zdelo zelo nenavadno, če milo rečem, in smo predvsem gledali na to, kje so vrata, da čim prej pobegnemo iz tiste učilnice in se nikoli več ne vrnemo. Ampak gospod Zoran je bil takrat zadolžen za dekanijsko mladino in nas je potem čez nekaj časa ponovno povabil. In ob enem takem srečanju on meni pove, da pač išče eno deklico, eno pomoč za v pisarni, da bi mu pomagala malo pisarno urediti, pa da je on pripravljen to nekaj plačati. In jaz sem takrat predvsem slišala to, da je pripravljen nekaj plačati. Potrebovala sem denar, zaključevala sem študij in sem potem pač stopila do njega in sem rekla, da 2 do 3-krat na teden bi pa jaz lahko prišla. Seveda se mi niti sanjalo ni, da bo Bog to uporabil kot odgovor na mojo prošnjo, na te moje klice. In jaz potem res dogovorjenega dne pridem k njemu. On ima eno knjižnico v svojem župnišču, tam so ene 4 mize zložene, ena za drugo. In tiste mize so bile čisto polne papirja, en velik kup papirja, brez repa, brez glave, brez sredine. In on mene posede v tisto knjižnico in pravi, glej, iz tega papirja moramo midva narediti en arhiv. Zdaj pa ti to malo poglej, kak bi naredila. No, na koncu tistega velikega kupa je bil pa en televizor, pa takrat še videorekorder pod njim. In gospod Zoran pravi, veš, ta čas bomo pa eno kaseto pogledala.
In on vstavi videokaseto noter, midva začneva tiste papire zlagati. In na tej videokaseti je pač prikazovalo Benny Hinna. Jaz ga takrat nisem poznala, kdo to je. V glavnem nek mož, oblečen v belo, moli v nekem čudnem jeziku in pol dvorane leži, ko on začne moliti. In potem kaže naslednji pač posnetek, prihajajo ljudje, prinašajo v rokah bergle, pripeljajo zraven njih vozičke, vsi v solzah, navdušeni, jokajo, se zahvaljujejo, 10-15 let ni mogel hoditi, zdaj pa lahko hodi. Spomnim se enega moža, ki je bil slep in je tam spregledal. In jaz pogledam gospoda Zorana in pravim, to je kakšen film? Pa on meni pravi, ne, Janja, to se dogaja. Pa kje se to dogaja? Ja, tu pri nas na Ložnici. Jaz sem bila brez besed, ne. Tako sem rabila nekaj časa, da sem to prebavila pa požrla ta knedl, ampak on je v bistvu potem začel skozi to delo, ki smo ga midva delala čisto pisarniško, meni razlagati o Jezusu kot o živem Bogu, ki je živ danes, današnji dan, ki ozdravlja, ki rešuje, ki vodi, ki pomaga, o tem, kaj pomeni Sveto pismo, kaj predstavlja branje Svetega pisma. Vedel je, da nisem pripravljena še za karizmatiko in me najprej povabil na eno molitveno skupino, ki so jo takrat imeli na Ložnici, tako bolj biblične narave, bi rekla, da je bila premišljevanje Svetega pisma. In na tisti molitveni skupini sem jaz v bistvu začela tudi duhovno rast in spoznavati Jezusa kot živega Boga. Spoznavati to, kaj uči Sveto pismo, kako je, da je beseda v Svetem pismu živa in da v bistvu raste v človeku in ga nagovarja za tvoje osebno življenje. In tam sem tudi srečala prve ljudi, pri katerih sem resnično doživela to, da sem ljubljena. Spomnim se gospe Jožice Tomazini, ki je takrat vodila to molitveno skupino in ko sem jaz prvič prišla, ko sem stopila v tisto učilnico, je ona meni prišla naproti in me je objela in to s tako ljubeznijo. In jaz mislim, da je bilo to od mojih najstniških let verjetno prvi človek, da sem jaz res začutila ob njem ljubezen. In takrat je bilo, kot da se je v mojem srcu nekaj zlomilo, kot da bi en kamen počal in da sem v bistvu dovolila Bogu, da vstopi svojo ljubeznijo in da me začne zdraviti. Si pa tudi ena redkih, recimo mnogo vernikov to doživi, ampak redki se pa odločijo potem za služenje naprej v prenovi, recimo, kje vse si aktivna, na kakšne načine, koliko let, koliko z tvojega prostega časa daš v bistvu Bogu. Ja, s tem pač, kar se je začelo dogajati z mojim prihodom ali pa rednimi prihodi na Ložnico, se je začelo v bistvu kar hitro tudi moje služenje. Gospod Zoran je pač videl v meni neke talente, ki bi se jih dalo uporabiti in me povabil, bom rekla, kar po nekaj mesecih, ko sem bila pri njemu v skupino med animatorje, v šolo za animatorje. Tam so bili tisti moji prvi koraki, recimo, da sem se učila, kaj v bistvu sploh pomeni služiti. Moja, bi rekla, prvo služenje Bogu so bila pa moja pričevanja. No. Takrat smo se srečevali na Ložnici zelo pogosto, mislim, da 2-krat na teden so bila v petkih, pa še včasih v nedeljo so bila srečanja, pa potem soboto v Mariboru. In te prva moja služenja so bila tam, no, pričevati za Gospoda, ko je spreminjal moje življenje, občasno pomagati voditi slavljenje. Potem pa bi rekla, po kakšnem slabem letu, pa so se začele že kar tiste prve službe. Srečala sem Jezusovo stražo, to je skupina mladih, ki pripravlja 24-urna čaščenja in so me povabili najprej med animatorje, potem po kakšnem letu pa sem kar prevzela vodenje. Glede tega, kar smo počeli na Ložnici, dejavnosti, projekte, ki jih je vodil gospod Zoran, pa me je potem vključil med molilce, tiste, ki pač smo molili za posameznike, za njihovo notranje zdravljenje, za izlitje Svetega Duha. Vključil me je v skupino telefona za pomoč in samopomoč, nekaj časa sem tam, pa v društvu njegovem sem sodelovala. Potem pa me je, bom rekla, ko je gospod Zoran si vzel tisto leto dopusta, nekako v svoje dejavnosti vključila animacijska skupina Prenove v duhu in pa tudi vseslovenska prenova v duhu. Nekako moje prvo poslanstvo je bilo sodelovanje z Hrvati, s hrvaško karizmatično prenovo.
organizirali smo nekaj romanj v Medžugorje, potem pa so me nekako prosili, da bi prevzela organizacijo oziroma soorganizacijo vseslovenskega pa vsehrvaškega srečanja Prenove v duhu. Teh srečanj je bilo kar nekaj, mislim, da 5 ali 6, vsako leto ali pa vsako drugo leto, in pa sodelovanje koordinatorjev pa animatorjev med Slovenijo in Hrvaško. Potem so me povabili v škofijsko animacijsko skupino, seveda ne smem pozabiti na slavilno skupino Poklicani, to je že tudi kar 8-9 let, kar smo začeli voditi ta slavljenja. Pa mislim, da bi se še kar nekaj takšnih manjših projektov najdlo. Zdaj ta zadnji, kjer sem se vključila, je pa molitev za osvobojenje pač po knjigi oziroma po sistemu, ki ga je postavil Nil Lozano. Omenila si gospoda Zorana, pa tudi ta srečanja na Ložnici. Si ti tudi osebno doživela, ne samo moče kako znamenje, ampak celo kak čudež, kako ozdravljenje, kak Jezusov kirurški poseg v tvoje življenje, v tvoje telo, v tvojo dušo, tvojega duha? Ja, teh posegov je bilo kar nekaj. Nekateri je doživijo enkrat zelo močno, jaz sem pa rekla, da je Gospod počasi delal na meni, na mojem srcu, na moji notranjosti predvsem, pa imel je tudi veliko dela, no. Najprej, če recimo začnem pač z tem spreminjanjem moje notranjosti pa mojega srca, že prej sem povedala, da sem doživljala v bistvu, da imam kamen v srcu ali pa recimo eno tako zaprtost pred ljubeznijo, pred ljudmi. In tiste prve stvari, recimo, ki mi jih je Bog osvobajal, predvsem na teh slavljenjih, pa ko so molilci molili zame, je bilo to, da sem začela spet sprejemati ljubezen. In da sem nekako začela prejemati upanje. In spomnim se tisto prvo novo leto, recimo potem, ko sem prišla v Prenovo, smo imeli o polnoči novoletno mašo z gospodom Zoranom in to je bil prvič, tak, da se spomnim po dolgih letih trpljenja, da je prišlo v moje srce eno tako veselje in kot da bi mi nekdo vstavil v mene, vse bo še dobro. Da sem jaz začela verjeti spet v dobro, da mi Bog želi dobro in da ima dober načrt za moje življenje. In potem se spomnim enega srečanja, ko smo slavili in je bilo tako zelo močna prisotnost, navzočnost Svetega Duha, tudi eno tako veselje, ko sem se enostavno začela smejati in se nisem mogla nehati veseliti in smejati, naenkrat je postal svet lepši in drugačen. In to so bili eni taki, bom rekla, drobci, ne, ko Gospod deluje v tebi, ko ti podarja in tak dar. Največje tisto, bom rekla, tak Božji dotik, ne, da sem res doživela to, da me Bog ljubi in da sem sprejeta od njega, je bilo pa na enih duhovnih vajah, to je bilo v Kančovcih, duhovne vaje Tišini, pater Roble, ki jih je vodil, in meni so se zdele peklenske, vsaj na začetku. Bilo je konec oktobra, pokvarjala se je centralna kurjava, zunaj je bilo hladno, nič nismo imeli prav za obleč, zeblo nas je 3 dni, drugi dan se mi je zlomil zob, tretji dan me je pičila osa, ki je nekako zašla v mojo hlačnico se gret, in tretji dan zvečer, če bi jaz imela avto, bi se odpeljala domov. Ampak ker ga nisem imela, sem ostala v tisti veliki dvorani pod, ne vem, koliko je tisto 4-5 metrov velik križ tam v Kančovcih, zavita v spalno vrečo in sem tam enostavno se sesedla pred Bogom in sem rekla, Gospod, zdaj pa ti povej, kaj hočeš od mene. Kaj sploh jaz iščem tu, kaj iščem na tej poti? In v enem trenutku je bilo tako, da je vse okrog mene zginilo. Ena sama belina, ena sama svetloba. In tako, da bi nekdo spustil žarek ljubezni v moje srce, tako sem jaz to doživljala. In tako močno ljubezen, tako spoznanje Božje ljubezni, da me Bog ljubi in da jaz nikoli ne bom mogla doživeti te polnosti ljubezni, s kakršno On mene ljubi. Ne vem, koliko je to trajalo, verjetno nekaj sekund, nekaj trenutkov, potem je bilo, kot da bi se uvedla in spet tista pač temna dvorana, ampak jaz sem šla z tistih duhovnih vaj domov drugačna. In potem, ko so bila obdobja suše, ko so bila obdobja, ko sem se spraševala, če Bog sploh obstaja, ko je ves ta moj racionalizem, ne, ta intelekt htel predvladati nad tem duhovnim, sem se zvračala k temu trenutku, k tej izkušnji ljubezni. In moram reči, da še danes recimo pričujem tudi iz tiste izkušnje, ne, ko drugim pričujem o tej Božji ljubezni, se vračam k tej izkušnji. Seveda duhovnemu ozdravljenju potem navadno sledijo tudi telesna
Moje pričevanje, pač moje to zdravljenje, ki je bilo tako zelo očitno, je bilo to, da jaz sem imela ene težave z jajčniki, kar je pogosto pri ženskah, ki imajo čustvene težave ali pa ki so bile v življenju zlorabljene ali posamljene, zavržene. No, moj ginekolog je to opisal najbolj nadzorno, tako da je bilo meni jasno, da so moji jajčniki takšni, kot da bi jih kdo z brzo streljko prerešetal. Torej, luknjica pri luknjici, puščali so, niso držali vsebine. In se spomnim, da smo imeli na obisku ene Američane, ki so potem tudi molili za nas. In predtem so bila pričevanja nekaj ljudi, ki so pričevali prav o svojih telesnih ozdravljenjih, da jih je Bog ozdravil na telesu. In meni so dala tista pričevanja pogum, da sem jaz stopila na molitev in prosila, pa zakaj ne bi Jezus mene tudi telesno ozdravil, če mi je že toliko vsega drugega dal. In sem prosila, da molijo za mene, za to, da ozdravijo moji jajčniki, pač vsi moji notranji organi. In na tisti molitvi sem počivala v duhu in to molitev sem doživela tako, kot da bi nekdo na to mesto položil 2 težka kamna. Tako eno zelo težo sem čutila, tako da kdo hoče stopiti na moje telo. In moram reči, da sem se takrat kar malo prestrašila tega občutka, pa sem mislila, pa da ne bo zdaj Bog to drugače vzel, pa mi kako hujšo bolezen še dal, ne? Včasih nimamo tistega zaupanja, pa si misliš, Bog te nekaj da ti pol malo več vzame. In moram reči, da nič drugega nisem takrat pri tisti molitvi doživela, sem pa potem naslednji mesec opazila, da se je meni ciklus uredil. In da imam nekak normalen ciklus in potem čez čas sem bila tudi na pregledu in je tudi ginekolog potrdil, da dejansko so moji jajčniki v redu in da pač ni opazil več dobene napake oziroma da bi bilo karkoli še narobe. In tudi v bistvu do zdaj, tega je zdaj že mislim, da 7 let, nisem imela dobenih težav na tem področju. Slava Bogu. Ja. So te mogoče te stvari, ti posegi prepričali, da si potem še bolj aktivno služila ali pri prenovi ali pri gospodu Zoranu. Recimo, mogoče povej malo gledalkam pa gledalcem o teh vseh projektih, pri katerih si sodelovala recimo zadnjih, ali pa si celo vodila v zadnjih 10 letih. Ja, moram reči, da vsi ti dotiki, takšni ali drugačni, bilo jih je ogromno, ne? Od tega, kako je Bog skrbel za moje finance, do tega, kako mi je priskrbel avto. Vse to me je nekako navdihovalo k temu, ali pa sem začutila željo, ne, da bi vse to, kar prejemam, v bistvu, da bi dajala tudi dalje. Kot sem že mogoče omenila, ne, komor je veliko odpuščeno, tudi močno ljubi in tudi potem želi dajati v tej ljubezni in se darovati v tej ljubezni. Vsekakor sem v vseh teh dotikih ali pa v teh čudežih ali pa znamenjih, tudi ki sem jih videla pri drugih, črpala to, da sem služila drugim in da sem drugim pričevala o Jezusu. Načinov je v teh 8 oziroma skoraj 9 letih, odkar sem se srečala s prenovo ali pa odkar sem spoznala živega Boga, bilo zelo veliko. Od molitve nad posamezniki, za notranje ozdravljenje, za izlitje Svetega Duha, do služenja kot animator, kot molilec, do sodelovanja pri telefonu za duhovno pomoč, ki je bil tudi eden od projektov, ki jih je vodil gospod Zoran, do Jezusove straže, dela z mladimi, vodenega češčenja pri Jezusovi straži, organizacije srečanj, do prenove v duhu, petja ali pa pomoči v slavilni skupini, v animacijski skupini. Potem je vse slovenska prenova nekako spoznala ali pa začutila recimo moje poslanstvo pri sodelovanju z hrvaško prenovo v duhu, pri skupnih romanjih, pri skupnih srečanjih, sodelovanju animatorjev, koordinatorjev slovenske pa hrvaške prenove. Pa vse do tega, v bistvu, kar se uvajam ali pa nekako smo začeli delati v zadnjem času, to je molitev za osvobojenje nad posamezniki po knjigi ali pa po modelu, ki ga je postavil Neil Lozano. Tako da je teh projektov do zdaj kar nekaj, ali pa jih je bilo že kar nekaj. Mogoče, če se dotaknemo samo Jezusove straže, ko si omenila, kaj je to, sliši se kot neka militantna katoliška mladinska akcija. Pa ja, na nek način je, ne. Mogoče še posebej zato, ker ustanovitelj ali pa pobudnik Jezusove straže je en
zdaj že mlad mož, takrat še fant, ki je vojak, poklicni vojak. No, sem vedel. Tako da je mogoče tudi malo navdiha od tam, sicer pa je on navdih za ime iskal ali pa našel v knjigi Če zrno ne umrje, v nekoč znanih častnih stražah. Torej, nekoč so se ljudje bali, da bi bile cerkve oropane, in so v želji za tem, da cerkev čez dan ne bi zaklenili, kar v današnjem času poznamo, ostajali po 2 in 2, kot v neki dežuri ali pa v molitveni drži v cerkvi čez dan, pač navzoči za to, da ne bi kdo cerkve izropal in da bi lahko cerkev ves dan ostala odprta. In nekje tu je Borut, torej ta fant, ki je dal pobudo za Jezusovo stražo, našel navdih, da bi pa pripravili za mlade 24-urna češčenja Najsvetejšega. Neka simbolika v tem, da ostajamo budni pred Gospodom, mogoče tudi zdaj bo kmalu aktualni vrt Getsemani, torej ostati z Jezusom v molitvi, buden v neke vrste, bi lahko rekli tudi straži. Predvsem pa je bila želja pobudnikov ali pa ustanoviteljev Jezusove straže narediti nekaj za mlade, kjer se bodo mladi lahko družili, kjer bodo lahko svojo vero poglobili, kjer se bodo lahko srečali z Jezusom kot živim Bogom prav v Evharistiji, v Najsvetejšem. Kako izgleda konkretno recimo ta 24-urna adoracija, češčenje, če malo več poveš o tem? Ja, takole, zdaj v 8 letih, odkar Jezusova straža obstaja, smo se zbrali ali pa se zbiramo mladi, pa zdaj že malo manj mladi, že malo bolj zreli, bi rekla, iz vseh koncev Slovenije. Češčenje pričnemo v soboto, opoldne točno, vsakič v drugi župniji, kamor nas pač povabijo. Tisto prvo uro nekako pričnemo skupaj, zavemo se tega, da smo pred živim Bogom, prinesemo svoje prošnje, svoje skrbi, svoje zahvale, izročimo vse to Jezusu. Potem pa se razdelimo v 5 skupin in vsaka skupina ostaja 1 uro, bi rekli, na straži, torej v češčenju pred Najsvetejšim. Praviloma je ta molitev vodena strani animatorjev in prilagojena mladim. To pomeni, da je veliko slavljenja, veliko je spontane molitve, zahvaljevanj, izročanj, pač to, kar mladi potrebujejo, kar želijo, način, ki je njim blizu, da vstopajo v to navzočnost Boga. Istočasno, kot pa poteka to češčenje, pa je pripravljen tudi vzporeden program. V soboto popoldne pripravimo različne delavnice, povabimo kakšne goste, spoznavamo kakšne nove skupine, skupnosti, redovne skupnosti, zaigramo kako nogometno igro ali pa vržemo kako košarko, namizni tenis, pač kar je mogoče. Potem pa imamo skupen program zvečer v soboto z vodenim izpraševanjem vesti, povabimo duhovnike, ki radi delajo z mladimi, jim omogočimo spoved, duhovni pogovor, mogoče kako razmišljanje. Potem je sveta maša, kjer sodelujemo s pričevanji, s petjem, pripravimo kakšne uvode. Skušamo narediti tako, da bi bilo ljudem čim bliže, da bi jim res predstavili živega Boga in da bi jih povabili v ta odnos z Bogom, da ni več to razmerje, Bog je nekje daleč v nebesih, mi smo pa tukaj na zemlji, ampak da jih res približamo Bogu, da jim je Bog blizu, da jim nekako to skušamo povedati. Potem po sveti maši je običajno koncert, duhovne ritmične glasbe, povabimo koga od znanih ali pa tudi manj znanih izvajalcev. Praviloma so ti koncerti zelo slavilni, pred Najsvetejšim in je v bistvu sam koncert tudi namenjen češčenju Boga. Potem pa se odpravimo z Jezusom ven, v župnijo, v procesiji, z baklami, svečkami, prosimo duhovnika, da z Najsvetejšim blagoslovi tisto župnijo in pa v bistvu vso Slovenijo in tudi na koncu ves ta naš svet, vse stvarstvo, ki ga je Bog ustvaril. Po poti, takrat, ko hodimo, pojemo, so kakšne molitve, nekaj tišine in praviloma ljudje to zelo lepo sprejmejo. Po procesiji pa se vrnemo z Najsvetejšim v cerkev.
kjer pač ostanemo skozi noč po skupinah, takole vsako uro ena skupina pred Najsvetejšim in vztrajamo v molitvi, molimo za to župnijo, molimo za mlade, za duhovne poklice, za svetost naših družin, za vse, ki iščejo neko pot družino, iščejo svoje partnerje, pač poklonimo te ure bdenja, češčenja za njih. Vse do nedelje zjutraj, kjer pa spet sodelujemo pri župnijskih svetih mašah, kjer pričujemo, tako kot jaz danes, o tem, kako smo mi srečali Boga, kaj je Bog storil v našem življenju in skušamo ljudi, bi rekla, na nek način navdušiti za Boga, ne? In povedati, da Bog je živ, deliti z njimi ta naša izkustva žive vere. Tako vse v nedeljo do 12, ko potem prosimo duhovnika, da nas z Najsvetejšim blagoslovi, da deponira Najsvetejše, pospravi, se zahvalimo z angelovim češčenjem običajno. Potem pa sledi tisti veseli del, druženje, ogledamo si kakšne znamenitosti naše lepe Slovenije skupaj, mladi so skupaj, se pogovarjajo, se malo pozabavajo, posladkamo se s čim, tako da nekako izpolnimo vse, ne? In tisto duhovno in tisto socialno, kar potrebujemo ljudje. In tudi ste, se pravi, če sem prav razumel, vsak drugi mesec v drugi škofiji. Ta program je torej po celi Sloveniji. Ja, program se odvija po celi Sloveniji. Koliko je recimo animatorjev ali pa koliko mladih se udeleži takega srečanja? Ja, število moram reči, da skozi teh 9 let bilo zelo različno. Od tega na nas je bilo okrog 16 animatorjev, že blizu 20. Zdaj trenutno nas je nekje 8 do 10. Tistih rednih, ki res to vodimo in pač organiziramo. Bom rekla stražarjev, torej mladih, ki redno prihajajo na ta srečanja, pa tudi zelo različno. Bilo nas je tudi po 100, ampak bom rekla nekje praviloma, pa se nas v soboto zvečer zbere tam 35 do 40 tistih, ki pridemo od drugod. Seveda pa potem na programu ostajajo tudi domačini iz župnije, iz bližje okolice, iz dekanije, kar pa je tudi zelo različno, ampak moram reči, da v zadnjih 2 letih smo res veseli tega, da cerkev praviloma napolnimo. Da smo opazili, da tako duhovniki kot ljudje iščejo nekaj več in si želijo tega živega pričevanja, žive vere, enega življenja, ene svežine mogoče v cerkvi, pa hkrati tudi ene resne vere, ne? Da niso to samo besede, ampak nekoga, ki živi to, kar pride pričevati. Se da to resno vero odkriti tudi, bi rekel, na kolenih, v samoti pred Najsvetejšim. Mogoče me zanima, da ne bi bil to nek program, ko bi samo vi mladi drugim mladim kazali nek sistem, sami pa ne bi častili Najsvetejšega. Recimo, kako izgleda, če si vzameš kdaj čas za molitev, kako moliš, koliko je te adoracije recimo pri tebi ali pa pri drugih animatorjih? Jezusovi stražarji imamo ena pravila, bi se temu reklo, ki jih je podpisal tudi še prejšnji nadškof, dr. Kramberger, ki so, bom rekla, neke duhovne pa tudi organizacijske smernice za naše delovanje. In v okviru teh pravil imamo tudi ene smernice, kako animatorji ali pa kako stražarji živimo. Predvsem je poudarek na tem, da živimo sakramentalno življenje, da si vzamemo vsak dan čas za osebno molitev, za branje Svetega pisma, da sodelujemo v svoji župniji. In pa ena od teh smernic je tudi redno češčenje Najsvetejšega, oziroma kadar to ni mogoče, vzeti si nekaj časa za to, da si v tišini, da si sam, da si pred Bogom. Danes ljudje znamo, ko pridejo recimo v prenovo ali pa ko spoznajo živega Boga, znajo ljudje zelo veliko povedati, zelo veliko prošenj imajo za Boga. Mi pa se vedno bolj učimo tudi Boga poslušati. Recimo naši sestanki, kadar se animatorji zberemo, kadar pripravljamo Jezusovo stražo, potekajo vedno tako, da toliko časa, kot traja sestanek, toliko časa smo tudi pred Najsvetejšim. Nekaj od tega je na začetku predvsem slavilne molitve, potem pa je tudi veliko tišine, veliko tega osebnega pogovora, ne v tistem smislu, tako kot je Vianney vprašal kmeta, ki je prihajal v cerkev, ne, kaj počneš pred Najsvetejšim, ne. On gleda mene, jaz gledam njega, ne. To zrenje Boga, recimo,
sploh sedaj, ko bom rekla, smo mogoče tisto mladostnost, ambicioznost malo prerasli, ne, ko nekako čutiš to, da želi svoj odnos poglobiti obvezno ali pa zaželjeno to, da ostajaš v tišini pred Najsvetejšim. Jaz sama se trudim, da bi tedensko vsaj nekaj časa, če je le možnost, pač bila pred Najsvetejšim. Želim si in tudi nekako smo že podali pobudo na škofijo, da bi v Mariboru bila ta možnost, ne, da bi skozi dan bilo skozi nekaj izpostavljeno Najsvetejše, da bi ob svojih službenih dejavnostih, ob vseh ostalih dejavnostih pač lahko sam izbral čas, ko boš pred Najsvetejšim, ampak kadar te možnosti ni, pa grem zelo rada v cerkev, zjutraj pred službo, recimo k sveti maši, če le imam to možnost in ostanem še potem nekaj časa v tišini pred Gospodom, v osebnem pogovoru ali pa še bolj v osebnem poslušanju. Mogoče imaš kakšno sporočilo za mlade, vseh sort, se pravi tiste, ki iščejo nek smisel, ki iščejo Boga, za tiste, ki so mlačni? Ja, moje sporočilo za mlade je predvsem to, ne odbupati nad Bogom, ker Bog nad vami ni obupal. Iščite, vztrajajte, imejte odprto srce. Predvsem pa bi še bolj poudarila sporočilo odraslim. Nekoč sem, mislim, da kako leto nazaj, žal se ne spomnim avtorja, ampak prebrala sem zelo dober članek v reviji Ona, o tem, da danes v dnevnem času ni več prostora za mlade. Da mladim smo prepustili samo noč. Govoril je ta avtor o tem, mislim, da je bil psiholog ali pa pedagog, da smo odrasli tako zelo ukoreninili ali pa zavzeli vsa mesta v družbi in doma v domu in na vseh položajih in v šolstvu, da mladim ne pustimo več dihati. Oni nimajo svojega mesta za kreacijo. Mi smo postavili norme, stvari morajo biti tako in tako in tako. In tudi v cerkvi, zelo strogo. Že 150 let se dela tako, dela se tako. In ljudje, ki imajo neke funkcije, so, bom rekla, pribetonirani na te svoje položaje, vejo, kako se opravlja in odlično opravljajo te svoje naloge, ampak ne dajo pa mladim možnosti, da bi vstopili, da bi rastli. Ne? Rečejo, ja, pridite pomagati, ne? Ampak lahko delate samo to in to in to. Meni je bilo zelo zanimivo pričevanje prijateljev iz Zagreba. Tam so v okviru prenove nastala ena molitvena skupina samo za mlade, imenuje se Božja pobjeda. In oni so pripravljali velika karizmatična srečanja, prišli so gostje iz tujine in vsaka ta molitvena skupina v Zagrebu je dobila neko nalogo. In oni so čisto na vsakem srečanju dobili nalogo, da pripravijo in pospravijo stole. Vedno je bila to njihova naloga. In seveda so po enem letu rekli, mi ne bomo več sodelovali. In oni imajo na svoji molitveni skupini čudovite slavilce, odlično slavilno skupino, odlično molitveno skupino, ki v bistvu drži podporno molitev na vseh teh srečanjih njihovih, ne, v manjšem krogu, ampak ker so oni mladi, jih niso spustili, da bi oni vodili slavljenje, da bi oni pripravili organizacijo, oni lahko pospravljajo stole, to znajo. In močni so in polno energije imajo, dajmo jih izkoristiti do konca za to. In bojim se, da tudi pri nas v župnijah ali pa v cerkvi prevečkrat mladim dovolimo samo, da v narekovajih, da pripravljajo in pospravljajo stole. Midva recimo smo prišla približno enak čas prenovo, pa oba veva, da ko smo prišli, da niti slučajno nismo bili zreli. Kiksali smo ga po črti, levo in desno, delali smo ogromno napak, ampak če takrat ne bi bilo duhovnikov, kot je bil gospod Zoran pa gospod Toni Kmet, ki so nas mlade potegnili, pridite, boste slavili, vi boste slavili, pa pol pesmi sploh znali nismo, improvizirali smo tam na odru dostikrat, ali pa si sproti kaj namislili. Dali nam možnost, mogoče koga od starejših, ki je rekel, pa ne mlade, pa ne znajo, pa niso še dovolj dobri, ne, pa so jih malo vstavili, pa so rekli, dajte jim možnost, vse se bojo naučili, ne. Če ne bi mi imeli te možnosti, danes ne bi bili tu in ne bi delali vseh teh dejavnosti, ki jih delamo in ne bi pričevali. Verjetno bi prihajali na molitveno skupino, pa na tista srečanja in bi po skupini šli domov in ne bi niti imeli želje služiti.
ampak ker so nam dali to možnost, pa smo se lahko razvili in lahko delujemo in lahko služimo in lahko pričujemo. In predvsem to sporočilo bi želela dati vsem, ki že toliko let zvesto služijo v cerkvi in ki svoje delo odlično opravljajo, da včasih je dobro stopiti korak nazaj in je še večje služenje to, da mlade usmerimo in da jim damo možnost in da jim damo tudi za tisto dobro opravljeno delo pohvalo. In če gre temu kakšna čast, dajmo jim tudi tisto čast, ki jo potrebujejo, zato da bojo še z večjim veseljem delali nove stvari. Dobro. Hvala. Mogoče še eno vprašanje. S katerimi stvarmi se trenutno najbolj ukvarjaš ali pa te nagovarja? Nekaj si omenila tam psihologijo, pedagogiko, mogoče ravno na podlagi teh napak gledamo, kje je ta razmejitev duhovnega, kje je psihološkega. Je že približno 8 let bolj ali pa manj intenzivno molim nad posamezniki v molitvenem timu. Tudi kar nekaj izobraževanj sem v tej smeri dala, tudi kakšni posamezniki so se na mene obrnili. In skozi te molitve, skozi pogovore z ljudmi, skozi to zaupanje, ki so mi ga izkazali, pa tudi skozi svoje lastno izkustvo, sem opazila eno stvar, da Bog dela v naših življenjih čudovite stvari, ne? Ozdravlja našo notranjost, ozdravlja naše spomine, naša čustva, nas spreminja. Ampak vse to praviloma poteka zelo počasi. Človek mora v teh stvarih tudi dozoreti. In potem Bog naredi nekaj čudovitega, nekega človeka ozdravi, ta človek pa se v svojem vedenju pa vrača na tiste vzorce ali pa na takšno vedenje, ki ga je bil navajen, še preden je bil ozdravljen. In dosti krat z nekim svojim mišljenjem, ki smo ga ali se naučili v družini, ali smo ga sami izbrali tekom nekih življenjskih izkušenj, ali nam ga je, bom rekla, priučila ali pa vsilila okolica, mediji, mi s tem svojim vedenjem rušimo tista čudovita dela, ki jih je pa Bog v nas, pa v naši družini ali pa v naših odnosih naredil. In opazila sem, da za kristjana je pomembno, da spoznava tudi, zdaj mogoče psihologija je malo preširok pojem, ampak da spoznava sebe, da spoznava svoje vedenje, da spoznava svoje talente. V cerkvi poznam ogromno čudovitih ljudi, Bog jim je dal različne karizme, imajo talente, ampak oni to sami pri sebi ne prepoznavajo. In so prepričani, da oni nimajo nič in živijo v tisti podobi, ki so jo imeli sami v sebi, preden so srečali Boga. Sploh še niso opazili, kako so zdaj drugačni in kako so zdaj čudoviti in kaj vse jim v bistvu Bog daje na razpolago. In se mi zdi pomembno, da kristjan kot posameznik, da si vzameš čas tudi v osebni molitvi, zato da spoznavaš sebe. In se mi zdi dobro, da včasih vzameš tudi kakšno knjigo, mogoče bolj psihološka ali pa sociološka ali pa pedagoške narave, zato da bi boljše spoznal sebe in da bi boljše spoznal tudi ljudi, katerim lahko potem služiš. In pač jaz sama osebno trenutno delam dosti na komunikaciji, obiskujem delavnice, zato da se učim tega, na kakšen način se ljudje med sabo pogovarjamo in kako se en drugega razumemo in kako se dostikrat narobe razumemo, ne? In prepoznati tisto, kaj je bistveno. Včasih se nam zdi pač nekdo pride, se ti kaj potoži, ne? Pa potem ga malo poslušaš, pa ga hitro potolažiš, ja, pa se bo boljše in potem vidiš, da on razočaran odide. In ne veš, kaj je narobe, ne? Pa si molil za tega človeka, pa si molil za vajino srečanje, ko se bo ta srečala, ne? Pa narediš mogoče neko tako, bom rekla, čisto psihološko napako ali pa komunikacijsko napako, ne? Ko on je prišel po nekaj drugega, ti si njemu hotel dobro, ampak nisi mu znal to dobro na pravi način podati. In se mi zdi, recimo, sploh za animatorje, za tiste, ki smo molivci, ki delamo z ljudmi, dobro, da se teh stvari naučimo. Na kakšen način človek dojema, ko mu nekaj poveš, ali pa kaj tvoja gestika, kaj tvoj glas lahko drugemu pomeni, kaj bo on v tem prepoznal. In se mi zdi, zdaj, ko se malo bolj s temi stvarmi ukvarjam, ne, da v bistvu tudi Jezus v Novi zavezi zelo to poudarja. Mogoče ne s temi besedami, ko jih poznamo iz terminologije psihologije,
Ampak on uporablja ta čisto preprost jezik, ki ga človek razume, ampak mi smo danes stvari tako zelo zakomplicirali, da se nam zdi to preenostavno, da bi bilo to res, da bi bilo to tako enostavno. Ampak je, ne, v bistvu ta ljubezen in poslušanje, kaj je to ljubezen in kako z ljubeznijo pristopiti k drugemu in kaj v komunikaciji recimo ali pa v odnosu pomeni izražanje ljubezni, tega se žal danes med seboj moramo učiti. To smo pozabili. To so, včasih v družinah so to znali, je bilo to samoumevno. Danes pa to več ni samoumevno. In se mi zdi, da s temi stvarmi lahko potem tudi pripravimo pot Bogu. Da on vstopi, ne? Da se ne zgodi, da ti hočeš služiti, pa človeka odvrne s svojim pričevanjem ali pa svojim služenjem. Navališ na njega in potem se on vstraši in pobegne. Ne? Tudi to se naučiti, teh stvari ali pa tega obnašanja, ne? Da je ta ljubezen ni pregroba, predivja, ne? Ampak da je človeku po meri. Da prepoznaš človeku, kje je tista njegova mera, koliko on lahko sprejme in da mu daš, bom rekla, pravo dozo. V tistem trenutku. V tistem trenutku, seveda. Mogoče še za konec ena misel zaključna. Zbrala si za naslov današnje oddaje svetopisemski citat, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Mogoče ti je to kako izhodišče, lahko pa po svoje poveš. Včeraj zvečer sem imela to priložnost, da sem bila pred Najsvetejšim v molitvi in sem pač prosila Gospoda, da on izbere naslov ali podnaslov tega najinega današnjega pogovora in nekako sem v sebi zaslišala ali pa začutila prav ta stavek. Potem sem malo razmišljala o njem in dejansko bi jaz za svoje življenje lahko rekla takole, da bil je en trenutek, ko sem v življenju izgubila čisto vse. Odnos s svojimi starši, svojo družino, z vsemi svojimi prijatelji, ki sem jih pač tisti trenutek imela. Izgubila sem vse svoje finance, v svoj ponos, v moj ego, zelo veliko samospoštovanja. In v tistem trenutku je Gospod začel graditi vse na novo v mojem življenju. In sedaj, ko pogledam po teh 8-9 letih, lahko rečem, da dejansko živim v izobilju. Zato, kar sem sama prej gradila, je bilo prazno. To, kar je pa zdaj Bog zgradil ali pa kaj smo skupaj z Gospodom zgradila, pa je resnično eno življenje v izobilju, življenje, ki me žene k temu, da pričujem za Boga. In mislim, da tudi tisti, ki me poznajo, ki z mano živijo, ki ne poslušajo tega pričevanja, ampak gledajo moje življenje, lahko vidijo v mojem življenju veliko, veliko obilja v vsem. Hvala ti. Ja, hvala za povabila. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Bog biva, on je, on se da razodeti, velika so njegova znamenja in veliki so njegovi čudeži, zato pričujmo o tej njegovi ljubezni in se mu tudi zahvaljujmo. Se pa že veselimo prihodnjih srečanj v tej naši oddaji in hvala, ker ste bili z nami. Nasvidenje. Srečno.